Ahoj! Evo, kar sem dobila inspiracijo za nov video. In sicer potem, ko sem videla en kratek posnetek freestyle smučarke Aileen Gu iz Olimpijade, mislim, da sem prav rekla njeno ime. In sicer v bistvu so jo vprašali, kako razmišlja, na kak način razmišlja, ker daje ful hitre odgovore, pa take res poglobljene, pametne odgovore. Stara je 22 let, sicer pač to nima veze. In sem začela pač razmišljati in si pisati, tudi jaz v svoj zvezek, kako jaz razmišljam ob tem videu, ko sem ga pogledala. In naprimer pač je rekla, da ona pač res vsak dan premišljuje o svojih možganih, kako razmišlja, kaj razmišlja in pač da ta njena nevroplastičnost tako deluje, da lahko ona v bistvu vsak dan se odloči, kako bo razmišljala in s tem spreminja tudi to pač, kdo je, ne? Ker naše misli vplivajo na nas, kdo smo, kako se obnašamo, kakšne odločitve sprejemamo. In sem začela pol pisati si zraven, kakšne misli so meni prihajale, ko sem to poslušala. In sem tako, ok, jaz sem že prestara za to, ona je imela srečo, da je imela to že pač, da se je že prej to naučila, da je to že vedela, ona ni, ne vem, pač cel kup takih misli mi je prišlo, zakaj jaz ne bi mogla tega narediti. In sem tako, ok, a vidiš? To tvoje misli, ki jih imaš, ustvarjajo. In v bistvu sem začela razmišljati, sam res. Pač naši možgani so nevroplastični, to je dokazano. Kaj to pomeni? Da se spreminjajo z tem, ko jih mi spreminjamo, v bistvu se ustvarjajo nove povezave, nove sinapse med nevroni, torej temi živčnimi celicami v naših možganih. In naši možgani so nevroplastični, dokler mi ne umremo. Torej, nima veze starost. Tudi če si ti star 80, stara 80, 100, ali pa 10, ali pa 20, ali pa 7, tvoji možgani so nevroplastični in se lahko spreminjajo glede na to, kako ti razmišljaš, kaj jih učiš, kaj si bereš, katere stvari se učiš na novo. Skratka, vsaka stvar, vsaka izkušnja, ki jo doživiš, vse to spreminja tvoje možgane, ker so nevroplastični. In sem začela potem razmišljati, ok, kako lahko jaz pa to uporabim, ne? In sem pa tudi prišla do tega, ok, vidim pač, kakšne misli imam, ki mi dejansko ne koristijo, mi škodijo, napram njej, ne, ko pač ima res misli take, ok, jaz lahko te misli uporabim, to so bile njene misli, njene besede, jaz lahko te misli uporabim, zato da se vsak dan odločim, kako bom mislila, kakšne misli bom imela in iz tega ustvarim verzijo sebe, katera hočem biti in katera bi bila mala verzija mene ponosna, da sem zdaj. In sem tako, wow, mind blown, pač res je. Pa sem začela pa razmišljati, pač kaj vpliva na našo realnost. Kaj vpliva na našo realnost je pa misli, fokus, na kaj se fokusiramo in pa prepričanja, ki jih imamo. Prepričanja pa niso nič drugega kakor misli, ki smo si jih toliko časa ponavljali, vedno iste, da so ratale v bistvu že kot neko prepričanje. Torej, prepričanje je pa v bistvu misli, ki so se ponavljale in so ratale kakor neka naša resnica. Niso splošna resnica, ker vsak človek ima lahko drugo prepričanje, ampak za nas je to res. Ker smo toliko časa si to ponavljali, da smo začeli to verjeti in zato tega smo tudi dobivali potrditve od zunanjega sveta, ker smo se fokusirali na to, ker smo bili tako, vidiš, lej, res so vsi pokvarjeni, vidiš, kako se ta obnaša do mene. Čeprav ti je pa mogoče en pred tem rekel, živjo, čudovito izgledaš. Ampak ker imamo mi prepričanje, da so vsi pokvarjeni, da vsi nam hoče slabo, se bomo fokusirali na tistega enega človeka, ker nam je pa naprimer ni odstopil prednosti v vrsti. Primer, ali? Torej, našo realnost ustvarjajo misli, fokus pa prepričanje. In sem začela razmišljati, ok, fokus lahko jaz nadziram s tem, kakšne misli imam. Torej, če bom jaz imela misli, ki so pozitivne, pač pozitivne, torej, svet je čudovit, lej, koliko ljubezni je okoli mene. Če bi jaz verjela, naprimer, da je ful ljubezni okoli mene, da je povsod ljubezen, kamorkoli pogledam, bo moj fokus deloval tak in bo začel iskati, lej, tam je pa srček na tleh, lej, koliko se ima tata dva rada, lej, kako dobro tata mama skrbi za svojega otroka, lej, koliko rada ga ima. Moj fokus bo šel tja, kakršne so moje misli. Torej, na fokus vplivajo moje misli. Ok, prepričanja so pa
misli, ki smo jih dolgo časa iskali, in so misli, pač tisti fokus, oziroma tisto prepričanje je že tam ustvarjeno. In dokler se jaz ukvarjam s tem prepričanjem, ki je v bistvu staro, pa ga rešujem, pa pozabim reševati pa zraven moje misli, ki so trenutne, bom jaz sproti med tem, ko rešujem neko staro prepričanje, ustvarjala nova prepričanja s starimi mislimi, s svojimi mislimi, ki jih ne rešujem v tem trenutnem sedanjem momentu. In ustvarjam nova prepričanja. Torej, sem nekako v začaranem krogu. Ja? In sem ugotovila, ok, torej dejansko, če na vse te 3 stvari so glavni faktor misli, potem je važno, da se jaz samo osredotočim na svoje misli in začnem paziti, oziroma ne paziti, ampak usmerjati svoje misli, da bojo take in šle v to smer, ki jo jaz hočem. Potem se bojo začela tudi prepričanja spremenjati, tako kot sem rekla. Če dosti pogosto misliš eno misel, rata prepričanje. Torej, deluje že na nezavedni ravni, se niti ne rabimo zavedati, kaj mislimo. Torej, sem rešila prepričanja. Če mislim stvari, ko so mi všeč, take, ko hočem, bo tudi moj fokus se pač fokusiral na take stvari, ko jih jaz hočem, skladno z mojimi mislimi. Moje misli bojo pa tako kreirale moje trenutno razpoloženje, moje doživetje stvari, moje doživljanje stvari. Torej, glavna stvar od teh 3 stvari, ki smo rekla, fokus misli in prepričanja, je, da se fokusiram na svoje misli, da sem osredotočena na svoje misli, da jih prepoznavam in da grem potem v bistvu, tako kot neka znanstvenica, tudi ona je to uporabljala, pač to primerjavo, da si kot nek znanstvenik, ok, če jaz vem, da moje misli vplivajo name, na mojo osebnost, na mojo realnost, kako lahko spreminjam, da bom imela boljše misli, kako jih lahko modificiram, da bom živela točno tako hočem, da bom točno taka oseba, ki hočem in da bo mala Tjaša ponosna na se zdaj. No, in sem pa začela razmišljati, v redu, če to vemo, dajmo pa začeti misli spreminjati. Dajmo začeti pač res prvo, ok, gremo en korak nazaj, kako bi se tega jaz lotila. Tudi mogoče pač, da vi probaš. Daj za začetek samo začni se zavedati svojih misli. Jaz sem si, na primer, zdaj že, si jih pač pišem dol v zvezek, kaj so moje misli tekom dneva. Zato, da vidim, da dobesedno pač, ja, si jih lahko ti ozavestiš v mislih. Pa si tako, misel je prišla, ampak čisto nekaj drugega je, ko jo zapišeš in jo dejansko vidiš pred sabo in pa, na primer, vidiš za en teden nazaj, za cel teden, kaj si razmišljala. Wow, kakšne misli. In pa več dejansko vidiš, zakaj imaš tako realnost, zakaj tako življenje živiš, kot ga živiš. Ker vidiš, kakšne misli imaš za en teden nazaj, ali pa za en mesec nazaj, ali pa za nekaj časa. Ampak po moje, da je dol že en teden, da res vidiš in da si ok, nekaj je treba spremeniti. Ali pa, wow, zato mi gre na tem področju tako dobro, ker imam take misli. Tada! Ok, ful sem navdušena, zato ker je to zdaj trenutno, kar mi je kapralo in sem lahko, ok, I'm gonna use that. To bom več res uporabila. In torej, da si najprej misli samo zapisuješ, se jih zavedaš, potem pa, po enem tednu recimo, začneš pa svoje misli, se usedeš in si misliš, kaj bi rad v bistvu ti začel misliti, oziroma začela rada misliti, da boš doživela, da boš bila taka, kakor hočeš biti. Torej, hočem biti bolj ljubezniva. Kakšne misli moram imeti, zato da bom bolj ljubezniva? Pa si zapišeš stvari dol. Ok, hočem imeti lepši odnos do denarja. Ok, kakšne misli rabim imeti o denarju? Kakšne misli hočem misliti o denarju? Kakšne misli hočem imeti o svojemu telesu? Ne vem, če si skozi govoriš, da si debela, da nisi lepa, da nisi lep, da te noben ne mara, če so to tvoje misli, bo to začela tvoja okolica odražati. To bo tudi tvoje prepričanje ratalo. Dajmo zamenjati. Nekaj, kar boš mogoče lažje verjela na začetku, ne? Da ne rečeš iz prve, sem supermodel, ker pa bilo tvoje telo tako, cel življenje mi govoriš, da sem grda, zdaj boš pa rekla, da si pa supermodel. Ok, ampak dajmo nekaj pač tako, kaj je bolj takega, da se dejansko lahko, ne vem, tisti moment povežeš s tem, pa da dejansko čutiš, da je res. Vsak dan sem si bolj všeč. Vsak dan bolj obožujem svoje telo.
si napišeš te misli in začneš te misli misliti. Vedno bolj pogosto si jih govoriš v glavi, zamenjaš jih z drugimi mislimi, potem vidiš, naprimer, če ti kjera misel od teh, ko si na novo začela, ne odgovarja, jo zamenjaš z drugo. Pristopiš tako znanstvenik, znanstvenica in začneš na ta način stvari delati. Jaz bom probala, ampak mislim, pač to že nekaj časa delam z afirmacijami, z temu, da se zavedam svojih misli, da jih dol pišem in dejansko vidim pač, kako drugače sem začela razmišljati, pač kako drugače vidim stvari. Neke stvari, ko sem včasih nervirala, mi je zdaj tako kako cool. Samo zaradi tega, ker sem misli spremenila. Situacija se ni spremenila. Spremenile so se moje misli in pa moj pogled na te stvari. Za mene je to dejansko delovalo, zdaj bom šla pa še en korak naprej in začela še bolj znanstveno pristopati k temu. Tako da, evo, to sem hotela deliti s tabo. Napiš dol v komentar, da vidimo, kako ti gre, kako tebi gre, če imaš mogoče še kakšen drug predlog, ali pa naprimer, kjer misli imaš, pa kako, s čem jih boš zamenjala, pa kaj ti naprimer odgovarja. Da vidimo, da se mogoče še jaz dobim kakšno novo idejo, kaj bi lahko drugega začela razmišljati, da bo meni služilo, da dobi kakšen drug inspiracijo, navdih od tebe, dajmo sodelovati skupaj. To je to. Ok. No evo, to je to, kar sem jaz navdušena. Ok. Lepo se imej. Pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!